Torej, dober dan in dobrodošli na časorisov spletni dogodek o medijski pismenosti v sklopu projekta Informiran učitelj, informiran otrok, spodbudimo moč naslednje generacije. Današnji dogodek je del projekta, ki ga je podprlo Ministrstvo za kulturo in je namenjen vzgoji nove generacije uporabnikov medijev in krepitvi razumevanja pomena medijev za demokracijo. Ko smo v časorisu dogodek načrtovali, smo začeli pri 3 vprašanjih. Kako pomembni so mediji za demokracijo? Zakaj se moramo zavzemati za medijsko pismenost otrok? In kako potrebo po informacijah doživljajo otroci? Kako zelo aktualni smo bili in smo, kažejo rezultati mednarodne raziskave državljanske vzgoje in izobraževanja, poznane pod kratico ICCS 2022, ki preverja dosežke učencev na področju državljanske vednosti v 8. razredu osnovne šole. Namen raziskave je ugotoviti, kako se mladi po svetu pripravljajo na aktivno državljanstvo. Rezultati, ki sta jih včeraj predstavila Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Pedagoški inštitut, kažejo, da se je državljanska vednost v Sloveniji v primerjavi z letom 2016 poslabšala. Izkazalo se je, da slovenski otroci vladi, parlamentu, sodiščem in medijem zaupajo manj kot nekoč. To pomeni, da manj zaupajo v demokracijo. Raziskovalci so pričakovali slabe rezultate, so povedali včeraj, a so jih dobljeni rezultati kljub temu presenetili. Otroci redkeje volijo predstavnika oddelčne skupnosti ali šolskega parlamenta. Redkeje so pripravljeni sodelovati v okoljevarstvenih akcijah in manj jih namerava na volitve, ko bodo stari 18 let. Otroci v Sloveniji so pod mednarodnim povprečjem, tudi pri izražanju pozitivnih stališč do enakosti spolov, priseljencev in varovanja okolja. Več kot 30% fantov se je strinjalo s trditvijo, da se ženske ne bi smele ukvarjati s politiko. Ključno vprašanje ob rezultatih raziskave pa je, kako naj mladim omogočimo, da odrastejo v aktivne, demokratične državljane. In kot mnogi med vami veste, v časorisu vedno znova k temu dodajamo, kaj je potrebno, da otroci odrastejo v informirane, aktivne državljane. Odgovore na to bomo naslovili v današnjem spletnem dogodku. V naslednji 1,5 uri bomo povezali vsaj 2 starostni skupini, otroke in odrasle, in 2 profesiji, učitelje in novinarje. Z nami so Karmen Zupanc, učiteljica slovenščine na OŠ Polzela, dobrodošli. Barbara Gajski, učiteljica razrednega pouka na osnovni šoli Brusnice. Dr. Sandra Bašić Hrvatin, medijska strokovnjakinja, in opozorilo, da je danes z nami na profilu naše kolegice iz časorisa Mateje Čelan, vendar z nami Sandra Bašić Hrvatin. Za njo Gašper Andrinek, predsednik Društva novinarjev Slovenije, Mija Baškovič, časorisova mlada novinarka. Časorisovi mladi novinarji so učenci in dijaki vključeni v mentorski program novinarstva pri časorisu in nekaj jih je, ki nas danes poslušajo. Tako da prosimo, da imate v mislih, da nam sledijo osnovnošolci in dijaki in da o tej pomembni temi nagovarjamo tudi njih. Z nami je dr. Sonja Merljak-Zdovc, časorisova odgovorna urednica, in čez dogodek vas bom po svojih najboljših močeh povezovala Saša Petejan. Kot sem povedala, bomo poskušali skupaj ugotoviti, kaj je potrebno narediti, da bodo sedanji otroci čez 50 let še imeli planet, na katerem bodo lahko živeli približno tako dobro, kot mi danes. Zato verjamemo, da potrebujemo demokracijo.
Za njeno delovanje pa je ključno, da se strinjamo z naborom verodostojnih dejstev, da o njih beremo in se o njih tudi pogovarjamo. In prav strinjanje neke skupnosti z naborom verodostojnih dejstev je ključno za delovanje demokracije. Zato je pomembno, da kot državljani ugotovimo, komu bomo zaupali in na podlagi katerih informacij ali dejstev se bomo dogovarjali. V časorisu menimo, da je pri tem ključna medijska pismenost. Saj medijsko pismene osebe vedo, da morajo dostopati do verodostojnih informacij, vedo, kako to narediti in da morajo o dobljenih informacijah razmišljati kritično. Gre za znanje, ki ga potrebujemo. Ko izvemo, da je na primer pitna voda iz vodovoda oporečna, kot se je te dni zgodilo v Postojni in na Pivškem, ali da so v Beneško laguno priplavali delfini in tudi, ko se bomo odločali na naslednjem referendumu. Povzemam. Medijsko pismena oseba zna poiskati verodostojne informacije, na primer v mediju, enciklopediji, na jumbo plakatu ali kje drugje, ter zna presoditi in kritično premisliti, ali informaciji zaupa. V tej prvi uri, ko bomo skupaj, bodo imeli besedo gostje. Sledila bo polurna razprava. In v časorisu bi, preden damo besedo prvi gosti, to je dr. Sandri Bašić Hrvatin, izpostavili, da z vključevanjem medijske pismenosti v pedagoški proces izpolnjujemo in krepimo pravico otrok, ki so ranljiva družbena skupina, do informacij. Ob tem krepimo sposobnost njihovega kritičnega mišljenja in vzgajamo bodoče informirane aktivne državljane. Z današnjo razpravo želimo spodbuditi izmenjavo izkušenj, opozoriti na dobre prakse ter krepiti medsebojno sodelovanje med učitelji in otroki, medijskimi strokovnjaki in novinarji. In z današnjim dogodkom imamo priložnost, da aktivno naslovimo včeraj predstavljene rezultate raziskave, ki je pokazala, kakšne so posledice nedelovanja na področju, kot je medijska pismenost. Povzemam, dogodek bo potekal tako, da prvo uro v 2 krogih vsebine prispevajo gostje, vsak bo imel 2x po 4 minute časa za svoj prispevek. In ko bo minila ura, bom vse vas, udeležence, povabila v razpravo. V razpravo lahko prispevate že med tem, ko bodo govorniki predstavljali svoje teme, tako da vprašanje, morda komentar vpišete v klepet dogodka. In kot smo napovedali, želimo zaključiti do 15:30. V prvem krogu smo predvideli, da vsak sogovornik pove nekaj ključnega. Dr. Sandra Bašić Hrvatin, za vas direktno preprosto vprašanje. Kako vi vidite medijsko pismenost in zakaj je pomembna za vse nas? In prosim, tudi vključite svoj mikrofon, da vas bomo slišali. Je? A me slišite? Da. A slišite? Okay. Da. Najprej hvala za vabilo, vabilo na dogodek in prijaznost, da sem lahko v vaši pisarni. Zaradi tehničnih zadev nisem mogla biti pri sebi na računalniku. Jaz pa na začetku se opravičujem, ampak si bom vzela 1 minuto časa, da stopim v zagovor otrokom in mladostnikom in da preneham to splošno zgražanje o tem, kako so otroci državljansko neaktivni in kako je ta zadeva katastrofalna. Spomnila bi vse udeležence, da če želijo, pogledajo tudi raziskave, ki je 2x ali 3x na leto opravlja družba Valicon, ogledalo Slovenije, v katerem boste videli, da odrasli ne da niso nič boljši od teh otrok, ampak so celo slabši. Zato, mi družbi, v kateri je ena epidemija nezaupanja v vse inštitucije, nezaupanja v poklice, nezaupanja v znanost, nezaupanja v dejstva, ki bi nam morala biti vsaj deljena temeljna dejstva,
in ne vidim razloga, zakaj bi se zdaj tako zgražali na tem, da so otroci drugačni. Kar se mi zdi še bolj zanimivo, je en tak paradoks, ki ni paradoks, če se s tem raziskovalno ukvarjaš. V današnjem času dobivajo največ informacij, bo vam večina povedala, na družbenih omrežjih. In to je zelo širok pojem. V tej isti raziskavi Ogledalo Slovenije pa so družbena omrežja po zaupanju bistveno na dnu. Skratka, ljudje absolutno ne zaupajo družbenim omrežjem, istočasno se informirajo iz družbenih omrežjih, kar kaže tudi na en ciničen odnos, ki ga imamo kot populacija, sploh do tega, kaj naj bi bila naloga informirana ljudi v današnji družbi. Skratka, mi smo neka generacija, vsi, ne samo otroci, ampak tudi odrasli, ki goji neko skrajno skepso do tega, kar počnejo mediji, in to je nek izziv medijskim delavcem, da začnejo to zadevo resno obravnavati. Zdaj, glede medijske pismenosti, jaz bi tako rekla, če rečemo, da otroci niso medijsko pismeni, niso medijsko pismeni tudi odrasli, niso medijsko pismeni politiki, niso medijsko pismeni vsaj večina tisti, ki govorijo, da se ukvarjajo z novinarstvom in tako naprej. In zame medijska pismenost zelo enostavna, ni treba uporabljati ta pridevnik medijska. Človek je tista oseba, ki se lahko znajde v današnjem času, ki ve, kje poiskati informacije, ki se zna postaviti za neke temeljne vrednote v tej družbi, ki je aktivna in ki ne dovoli, da življenje živi njega, ampak sam živi svoje življenje. Skratka, tisto pa, kar jaz vidim kot največji problem, je to, da se danes medijska pismenost obravnava na način, da je to stvar ljudi. Predstavljajte si, če bi mi otrokom rekli, poslušajte, dragi otroci, zdaj pa si lahko najdete nek vir, iz katerega se boste naučili brati in pisati. To ne gre. To je odgovornost družbe. Družba mora postaviti določene standarde, ki bojo enake za vse otroke, ki živijo v naši družbi, in predvsem jaz pričakujem od medijskih delavcev in delavkov, da začnejo resno jemati ta problem. Ta problem ni od včeraj, ta problem je, po mojem mnenju, ključen znak, da demokracija ne deluje. In globoko sem prepričana, da se zadeve na področju medijske pismenosti ne bojo spremenile do tistega trenutka, kot mediji sami ne bojo začeli to pismenost obravnavati kot eno od svojih ključnih nalog. Medijsko delo ni tržno delo, novinarstvo ni pisanje oglasnih sporočil, to je družbeno pomembno delo, v katerem je naloga novinarjev, da ljudem dajo nek smerokaz v življenju, da ljudje razumejo, kaj se v svetu dogaja. In Gašper bo verjetno razlagal to naprej, ampak mislim, da je eno od ključnih težav, ki ga jaz danes vidim na tem področju, da je novinarstvo prenehalo odgovarjati na eno od 5 temeljnih vprašanj, ki so vezana na novinarsko delo, in to je zakaj. Zakaj je ključnega pomena. Za zakaj pa moraš imeti dobro izobražene novinarje, dobro plačane novinarje, novinarji morajo imeti veliko časa in moraš na koncu koncev imeti tudi politiko, ki razume, da mediji niso tržno blago, ampak da so mediji ekstremno pomembni, da sploh imamo delujočo demokracijo. Skratka, medijska pismenost se bo premaknila naprej, mogoče so otroci zdaj v bistvu povedali to, kar cela ta družba obrača, tišči glavo v pesek, in to je, da smo kot družba nepismeni glede na demokracijo. Skratka, mi smo v bistvu nekaj, kar je tako pomembno, kot je demokracija, vzeli samo po sebi. Ni res. Demokracija je trdo delo vseh nas in demokracija zahteva od vseh nas, da damo največ, kar lahko kot državljani. Toliko z moje strani. Sandra Bašić Hrvatin, najlepša hvala, da ste tudi vključila Valikonove raziskave Ogledalo Slovenije, ki jasno kažejo, da državljani v Sloveniji ne zaupamo nikomur v zelo veliki meri in da med temi nezaupanju na dnu
so tudi mediji, ampak nismo osamljeni, a ne. Hvala lepa. Carmen, Zupan, zato za vas kar takoj naslednje vprašanje, ki se navezuje na to, kar je Sandra povedala. Kako kot učiteljica doživljate medije in potrebo po medijski pismenosti, tako med otroci, kot tudi med odraslimi? Sprašujem vas pa to zato, ker ste že sodelovali v preteklosti s časorisom ravno na tem področju vključevanja medijskih vsebin v pouk. Hvala lepa za besedo. Hvala lepa tudi z moje strani za povabilo in za vsa dosedanja sodelovanja. Vedno se jih razveselim, tako kot tudi moji sodelavci na šoli, tako da hvala tudi v njihovem imenu. Glede na to, da sem učiteljica, bom tudi res izhajala iz razreda, iz tega, kar v bistvu opažam pri učencih. Danes res živimo v enem času, ko lahko v vsakem trenutku pridobimo informacije praktično o čemerkoli. Pa naj bo to, ne vem, vojna trenutno v Gazi, v Ukrajini, a naj bo to energijska pijača Prime, ki je bila tako zelo aktualna v tem trenutku, pa še vedno je, ali pa je to, ne vem, uvrstitev slovenske nogometne reprezentance na Euro. Če pogledam v čas svojega otroštva, svoje osnovne šole, temu zagotovo ni bilo tako, Potrebno je bilo oditi v knjižnico, da si našel neke informacije, potrebno je bilo kupiti časopis, ga prebrati, če si imel to srečo, si mogoče imel satelitsko televizijo, ki je vlekla še kakšen kanal zraven, kot samo Slovenijo 1, Slovenijo 2, poslušali smo radio. Danes pa vemo, da v glavnem otroci informacije pridobivajo prav preko spleta, že predhodna govornica je omenila družbena omrežja. Pravzaprav le nekaj klikov je potrebnih, pa povezava z internetom in že imajo količino informacij, ki jih praktično sami ne zmorejo in ne znajo obdelati. Če so nas včasih otroke učili učitelji, kje najti informacije, je danes velik poudarek na tem, kje najti verodostojne informacije. Ni vse res, kar napišejo razni vlogerji, blogerji, influencerji in ne vem kdo vse še. Učitelji smo najbolj zadovoljni, kadar imamo v razredu oziroma kadar nam uspe učence pripeljati do stopnje, ko zmorejo kritično presojati, kritično razmišljati, kot ste prej, gospa Saša, že omenili, presojati vsebine, ki jih obravnavamo, o katerih konec koncev berejo ali pa jih raziskujejo sami. To pomeni, da zmorejo razmišljati s svojo glavo, ne zgolj slepo verjeti temu, kar reče učitelj, ne zgolj slepo ponavljati tega, kar reče učitelj in se zadovoljiti potem s tem. Prej ste že omenili nekaj definicij medijske pismenosti. Učinkovita, varna raba medijev, potem, če še malo brskaš naprej, najdeš razne zapise, da znajo otroci postavljati prava vprašanja o tem, kaj gledajo, kaj berejo, kaj poslušajo. In prav tu je naloga nas učiteljev zelo pomembna, da otroke učimo varne rabe medijev. In če v razredu uspem učence naučiti kritičnega razmišljanja, prav kritično razmišljanje se mi zdi, da je tisti temelj, potem ne bom imela težav, da bom lahko razvijala naprej neke veščine, ki so pomembne za to, da otrok postane tudi medijsko pismen. Ampak tako, kot jih učim kritičnega razmišljanja, jih moram učiti tudi, kako postati in jim pomagati medijsko pismena oseba. Hvala lepa, Carmen. Bomo zato dali besedo ravno časorisovi mladi novinarki, da vidimo, kam nas njeno razmišljanje, njene izkušnje pripeljejo. Mija, pozdravljena, dobrodošla. Seveda nas zanima, kako kot mlada oseba doživljaš potrebo po tem, da si informirana, kje dobiš informacije, kje jih dobijo drugi, ali tvoji sošolci vedo dovolj, ali bi morali biti bolj informirani, In seveda, glede na raziskavo, ki so jo predstavili včeraj, glede na to, kar je povedala Sandra, da smo v bistvu kot skupnost državljanov
medijsko nepismeni, kot kažejo raziskave. Me sploh zanima, ali je za mlade pomembno biti informiran. Pozdravljeni, se slišimo? Torej, kot je bilo danes že rečeno, živimo v dobi informacijsko-komunikacijske tehnologije in nenehne povezanosti, kar nam sicer omogoča stalen dostop do najrazličnejših informacij. In prav zato je vprašanje, od kod dobimo informacije in ali bi se morali mladi bolj aktivno truditi, da bi bili informirani, zelo pomembno. Kot mlada oseba mislim, da je ključnega pomena, da smo mladi informirani. Tehnologija nam res omogoča enostaven dostop do informacij. Izziv ni pomanjkanje informacij, temveč velika količina informacij. V tej poplavi informacij, ki se sledijo v hitrem tempu, je zelo zahtevno presoditi, katere so zanesljive in katere so točne. Na voljo imamo zelo malo časa, da informacijo vrednotimo, saj takoj sledi druga. Jaz večinoma pridobim informacije z branjem spletnih novic, ker so po mojem mnenju lahko dosegljive in imam tako priložnost spoznati več različnih perspektiv. Ko želim prebrati strnjeno novico, za katero vem, da je verodostojna, se obrnem na časoris, čeprav je povprečna starost bralcev 12 let in sem jaz nekoliko starejša. Poti do informacij so različne. Večina mojih vrstnikov informacije dobi na družbenih medijih. Slabost informacij na družbenih omrežjih je tako imenovani informacijski mehurček. Družbeni mediji nas zasipajo z informacijami na osnovi naših interesov, ki so jih zabeležili iz naših predhodnih brskanj po spletu. Te informacije pa so lahko pristranske, ker temeljijo na naših obstoječih prepričanjih. Pomembno je, da stopimo iz tako imenovanega informacijskega mehurčka in raziščemo različna stališča, tako si lahko razširimo pogled na svet, hkrati pa se naučimo spoštovati raznolikost različnih mnenj. V tej poplavi informacij, ki sem jo prej omenila, je izziv prepoznati dezinformacije in fake news. Lažne novice in senzacionalizem lahko vplivajo na napačne predstave in dojemanje sveta. Zato mislim, da je nujno, da se mladi zavedajo nevarnosti in znajo ločiti med verodostojnimi in lažnimi informacijami ter dezinformacijami. Pomembno je, da razvijajo medijsko pismenost. Ne strinjam se popolnoma, da moje generacije novice ne zanimajo, ker številni mladi spremljamo novice na področjih, ki nas zanimajo, kot so družbena pravičnost, podnebne spremembe in trajnostni razvoj. Želimo biti vključeni v družbeni dialog in aktivno sodelovati pri odločitvah, ki bodo vplivale na naše življenje. Mislim pa, da če želimo oblikovati boljšo prihodnost, moramo razumeti sedanjost, zato rabimo kakovostne in zanesljive informacije. Hvala. Saša, mutana si. Ja, Mija, hvala lepa, da si nas povabila v svet tistih, ki jim je današnje srečanje namenjeno, da si nam dala neke koordinate. Za teboj bo nastopil Gašper. Gašper, lepo pozdravljen in slišal si, kaj so povedali mladi. Mija je tudi nekako postavila ta ton pogovora, da naslavljamo res različne uporabnike, tako medijev. Ampak zate dve stvari. Najprej kratko, če boš lahko le povzel, zakaj novinarstvo. Hkrati pa si prevzel predsedovanje Društvu novinarjev Slovenije v enem najtežjih časov za medije in ko zaupanje v medije dramatično in kar naprej pada. In prosim, če boš govoril tudi nekoliko o izzivih, kot jih ti vidiš, pa kako bi jih lahko naslovili. Najlepša hvala vsem za povabilo, hvala časoris, da lahko sodelujem na takšnem dogodku, ki se mi zdi izjemnega pomena za današnjo družbo, predvsem pa za prihodnost. Jaz bi rad začel mogoče s tem, nekim čist konkretnim primerom in to, kar je mogoče izpostavila tudi Mija in kar je začela Sandra, in sicer kako zelo se mi zdi, da podcenjujemo mlade in tudi kakšna je vloga medijev, kakšna je vloga pravzaprav družbe in nas
konec koncev tudi jaz že zdaj v tem pogledu spadam, starejših v tem smislu. In sicer recimo jutri se začenja podnebna konferenca v Dubaju. Kako naj mi, mediji, starejši in cela družba pojasni najmlajšim, da je podnebna konferenca tako zelo pomemben dogodek, konec koncev, mogoče leta v Dubaju, ki je dobesedno zgrajen na nafti in vsem, kar je narobe s to družbo in svetom. Kako naj pravzaprav se mi lotimo tega, da jim to razložimo, kako je mogoče, da tja odpotujejo fosilni lobiji, ki samo še zagovarjajo še več naftne industrije in tako naprej. Mislim, včasih se sprašujem, kaj pravzaprav počnemo, ne? S čim se moramo vse ukvarjati, ne? Ker in tudi zaradi tega ne morem ravno pristati mislim, seveda to je raziskava, ki jo je treba spoštovati in jo je treba zelo resno jemati, ampak po drugi strani pa se mi zdi, da če otroci oziroma najmlajši ne bi bili aktivirani, ne vem, a bi se zgodili petki za prihodnost, a bi se zgodila Greta Thunberg konec koncev, ne? In to so tisti ideali, ki so jih zdaj mladi in jih zagovarjajo brezpogojno, ne? Mogoče se nam zdi, da oziroma ko sem videl neke raziskave, da ne bi mladi šli voliti, ne? Ampak mladi poslušajo nas, ki pa govorimo, ja pa saj volitve nič ne spremenijo, ne? In kako bodo potem mladi šli voliti? Malce posplošujem, no. Če se mogoče vrnem na to, kar ste me vprašali, zdi se mi, mediji imamo v trenutnem svetu izjemno pomembno in odgovorno nalogo. In sicer v tem pogledu, da bomo morali se vrniti k osnovam, da se bomo morali vrniti enostavno k kodeksu, če hočete, načinom, na kakšen način proizvajamo naše vsebine. In sicer vrniti se bomo morali k kakovostnim vsebinam na ta način, da bomo morda začeli tudi konec koncev izbirati bitke. Že Mija je lepo povedala, kako smo bombardirani z vseh strani, z vsemi mogočimi držljaji in informacijami, ki gre v večini primerov gre za balast, ne? Se to vsi opažamo, ne? Ko spremljamo družabna omrežja, ki spremljamo vse mogoče novice, na koncu, kaj si dejansko zapomnimo od tega, kar smo videli v celem dnevu. Je to ena stvar, sta to dve, mogoče tri stvari, da so se nam usedle v spomin in da smo jih nekako predelali. In se mi zdi, da v tem pogledu bodo morali mediji tudi začeti izbirati bitke, začeti izbirati določene zgodbe in morda slediti k temu nekemu manje več, ne? Tudi za nekega uporabnika medijev, ne, se mi zdi, da če ti res poglobljeno se posvetiš eni vsebini na dan ali pa dvema, imaš veliko več od tega, kot pa če vidiš 1000 različnih informacij na dan, ne. In to je nekaj, kar je nedvomno izziv. Sicer pa se dogaja v naši družbi zelo različne stvari, kar se tiče medijev. Zadnjič sem bil na eni okrogli mizi v hiši Evropske unije, kjer smo se pogovarjali o dezinformacijah, kjer je profesor Verčič, ki se ukvarja z različnimi temi raziskavami, povedal, da v naši družbi obstaja strateško dezinformiranje. In sicer neki lobiji, neke organizacije, ampak tu zdaj ne mejim na kakršnekoli teorije zarote, ampak dejansko obstajajo države, konec koncev, ki z agendo skozi različne načine poskušajo vstopati v medijski prostor in širiti dezinformacije, ne? In tukaj imamo mediji, novinarji,
poglavitno vlogo, da znamo to prepoznati in te dezinformacije tudi razkrivati in jih pač se zoperstaviti z dejstvi. Kar sem še hotel povedati, mediji bodo morali, to je že tudi Sandra malce nakazala, stopiti iz nekega piedestala. Iz nekega piedestala tega, da bomo mi narekovali družbi, kaj mora družba vedeti. Ne? In v resnici bi se moralo zgoditi obratno. Ne? Mediji bi morali tudi poslušati javnost, kaj si želi vedeti. Kaj so tiste informacije? In tukaj potem pridemo do tega, zakaj, ne? Na kaj je opozorila Sandra. Poleg tega pa še, in tukaj sicer ne mislim kakorkoli spodbijati tega namena tega dogodka, ki je zelo, zelo pomemben, ampak še eno stvarjo se bomo morali soočiti, in to je tukaj in zdaj, konec koncev, ne samo medijska pismenost. Ne? V medijski pismenosti se verjetno vsi vi ste tukaj strokovnjaki, pogovarjamo že dlje časa, zelo, zelo pomembna in tukaj enako bi lahko postavili enačaj, je tudi tehnološka pismenost, pismenost glede umetne inteligence in to je nekaj, kar je treba tudi nekako, če hočete, oženiti. No? Mislim, to je zelo povezano in če razlagamo medijsko pismenost, se mi zdi, Mija je lepo povedala, ne? Spremlja novice, informacije prek spletnih portalov, prek digitalnih vsebin. Ne? In absolutno je tehnološka pismenost tukaj enačaj postavljen med medijsko pismenostjo. Hvala lepa. Še vedno bomo kot državljani pred izzivom, kot kaže, komu zaupati, tudi ko gre o medijih in da ne vemo še, kako bomo to storili, kot sem razumela. Ampak nadaljujmo. Zdaj smo povezali, imeli smo že perspektivo ali pa pogled iz šol, medijske strokovnjakinje, mlade novinarke, vas predsednika Društva novinarjev. Zdaj pa se vrnemo nazaj v šole, kajti z delom, ki ga časoris opravlja, naleti tudi na učitelje, ki delujejo v javno dobro, če rečem, v dobro vseh nas. Raziskava, ki smo jo vzeli za uvod v ta dogodek, temelji na raziskavi osmošolcev. Zgodilo se nam je, da smo spoznali učiteljico Barbaro Gajski iz osnovne šole Brusnice. In na vaši šoli, Barbara, v 5. razredu vsak teden berete novice. In vaša ideja spremljanja novic v parih, učenci so v parih, spremljajo novice in nato jih predstavijo sošolcem v razredu. Ta ideja nas je navdušila, vsakemu, ki jo predstavimo, ga ravno tako navduši. Povejte, delite z nami, kaj vas je vodilo, da ste to prakso uvedli v razredu. Hvala. Lepo pozdravljeni na začetku. Najprej hvala za povabilo in neko priložnost, da delim svojo izkušnjo. Jaz sem dobila eno tako zelo prijetno nalogo, da delim z vami, kako je potekala ta moja pot in kaj v bistvu z učenci počnem jaz in hkrati tudi zdaj moji sodelavci, ki so nekateri navdušeni nad temi zadevami, tako da malo razširjamo to mrežo, tudi po šoli. Jaz moram priznati, da sem se s časorisom prvič srečala tako sama, se mi je zdel tako simpatičen, odlično, en pač tako časopis za otroke, kar je fajn, ker se mi je zdelo to pač neka verodostojna informacija. V skrajšani obliki, ker vemo, da otroci, ko vidijo nek zelo dolg članek, se tukaj ustavijo, tega pa ne bom bral. In tukaj so krajši članki, ki so res prilagojeni za osnovnošolce. In takrat sem začela razmišljati, kako jaz to lahko uporabljam v bistvu pri pouku. In moram priznati, da na začetku nisem tega delala pri pouku, ampak sem ga začela uporabljati pri novinarskem krožku, kjer sem želela, v bistvu mi je bila to neka usmeritev, kako lahko moji novinarji, ki sem jih imela takrat,
pišejo dobre članke. Se pravi, to jim je bil nek zgled, kako se oblikuje nek članek, kaj mora imeti na začetku, kako se potem razvije neko temo v neko jedro in kako se zaključijo določene stvari. Ne? Ampak tukaj moram priznati, da sem tudi jaz ugotovila, da sem zelo, zelo šibka na tem področju, kljub temu, da sem vodila novinarski krožek takrat, no? Zato sem se udeležila pač predavanja oziroma seminarja, ki ga je vodila gospa Amelija Gzdovc, ki moram priznati, da mi je izjemno pomagala, mi dalo nove usmeritve, kako jaz sama lahko izboljšam moje članke, ki sem jih objavljala na šolski spletni strani in kaj lahko v bistvu počnem z učenci. No? In tako smo potem razvili nek šolski spletni časopis, ki verjamem, da ga imajo mnoge šole, in ga izboljšujemo iz leta v leto. Meni je bilo pri tem pri uporabi časopisa zelo, zelo pomembno, da so res informacije verodostojne, da so članki primerni za otroke in pa tudi dejstvo, da je bil to nagrajen časopis, pač meni nekaj pomeni, ne? Da jim ne dajem neke članke, ki res niso aktualni in niso za njih primerni. Ne? Potem sem pa začela razmišljati, kaj pa lahko z njimi naredim v razredu. In najprej sem izhajala iz tega, da sem jih uporabljala pač za svoje potrebe. Se pravi, smo iskali samostalnike, pridevnike, smo jih uporabljali kot novico, pač kot neko neumetnostno besedilo in smo ga potem seveda razčlenjevali. Sčasoma pa se je razvila ideja, ki ste jo gospa Saša omenili, se pravi za razredne novinarje. In ta ideja zdaj že je res tako utrjena že 3. leto. In moram reči, da učenci izjemno uživajo v tem, se vedno sami javijo in nikoli nimam težave, da moram izbrati nekoga in da nihče, recimo, da nekdo tega ne želi početi. Gre pa za to predvsem, da ob petkih ali pa tudi včasih ob sredah predstavijo članke, ki si jih sami izberejo iz časorisa in te članke predstavijo svojim sošolcem. Izbirajo jih sami, se pravi, izberejo tematiko, ki je njim blizu. To moram priznati zdaj tako. Zelo močno smo usmerjeni v šport, močno smo usmerjeni v znanost in pa v aktualne teme. Ne? Tako kot je gospa Karmen prej omenila, se pravi, Prime je bil zdaj aktualen, zelo veliko se pogovarjamo tudi o varnosti na spletu in učenci tudi sami izbirajo te teme. Takoj, ko je kaj o TikToku, o Snapchatu in podobnih zadevah, to so njim aktualne teme in te teme radi izbirajo in jih predstavijo sošolcem. To predstavijo na svoj način in kar je še tista dodana vrednost, so vprašanja, ki so na koncu člankov, kjer so oni zelo pomembni. Potem oni kot učitelji postavljajo vprašanja svojim sošolcem. Seveda pa je pogoj in jaz to zahtevam od njih, če jim zastavite vprašanje, morate vi tudi vedeti odgovor na to vprašanje, kar pomeni, da še dodatno brskajo po spletu in iščejo odgovore in se mi zdi to ena taka res dodana vrednost. Ta moj novinarski krožek, ki sem ga prej omenila, sem nekako preoblikovala v medijski krožek, ker se mi tudi zdaj pomembno, tako kot je gospod pred mano povedal, da so otroci opismenjeni na različnih področjih, tudi digitalno, tako da delamo tudi različne stvari. No? In znotraj tega smo zopet, se še enkrat zahvaljujem časorisu za sodelovanje, smo vzpostavili mrežo mladih novinark. Lansko leto so sodelovali 3 deklice iz medijskega krožka, ki so razvijale nekako to metodologijo pisanja člankov. Se pravi, srečale so se tudi strokovnjaki, gospa Saša jih je povezala z eno strokovnjakinjo, ker je ena moja deklica raziskovala nekaj o vesolju. Njim je že to neka prijetna izkušnja. Potem vsak tedenski strokovni sestanki z gospo Sašo, ki jim je dajala ves čas neke napotke. Ob tem smo se srečevali še z eno drugo šolo, kar je še dodana vrednost. Skratka, dekleta so zelo napredovala in tudi letos sem že naprosila časoris, če nam lahko pomaga pri tem, tako da bomo tudi v kratkem začeli na novo, kjer dekleta v bistvu napišejo svoj članek, ki je objavljen in to njim zelo, zelo veliko pomeni, da zopet lahko ta članek predstavijo ne samo svojim sošolcem, ampak ga lahko predstavijo celi šoli, lahko ga pa seveda predstavijo tudi svojim staršem doma, kar je pa njim tudi v končni fazi zelo pomembno. Mogoče še ena zadeva, kjer jaz zelo uporabljam časoris, so razredne ure. Izhajamo predvsem iz člankom, ki so usmerjene na teme, ki so aktualne za ta čas. Se pravi, pogovarjali smo se že o umetni inteligenci, pogovarjali smo se o varnosti na spletu, pogovarjali smo se o nevarnostih različnih družbenih omrežij in na kaj morajo biti pozorni. In to delo, se pravi pri razrednikovi uri, nadgradili še z enimi čudovitimi delavnicami, ki jih upravljate v vašem uredništvu, kjer smo dobili res tudi zelo, zelo pozitivne reakcije od otrok. Tako da, moja izkušnja.
Najlepša hvala, Barbara Gajski, zato, ker ste ravno ovrgla tisti zaskrbljen ton in zasukala v bistvu dinamiko današnjega dogodka, a ne? Srečujemo se danes taki in verjamem, da med udeleženci spletnega dogodka ste mnogi, ki uporabljate časoris, ste že bili deležni delavnice medijske pismenosti za učence, morda kakšno drugo od vsebin, ki jih ponujamo na tem področju, že v pogled imeli, jo uporabili. Zato opozarjam, Mirjano je bilo na 8 razredih, vi učitelji ste zelo aktivni, mnogi boste še bo priložnosti v razpravi za deljenje teh izkušenj. Tako da dejansko na ravni novih generacij se nekaj dogaja. In to, kar se dogaja, je pozitivno, je dobro, kot slišimo. In lahko zaupamo, da bomo imeli in že imamo informirane aktivne državljane. Zadnja je na vrsti kolegica Sonja Merljak-Zdovc. Sonja, živjo. Pozdravljeni. Vesela sem, da si dobila tak povratno informacijo na podlagi svojega dela. S časorisom si začela leta 2015, ampak še zmeraj želim, da nam ti odgovoriš, zakaj je pomembno, da imajo otroci svoj medij z dnevnimi novicami. Lepo pozdravljeni, jaz bi se še zahvalila vsem, ki ste se pridružili kot sogovorniki in sogovornice, pa tudi vsem, ki nas poslušate in predvsem vsem časorisovim mladim novinarjem, ki jih ne vidite, ampak danes nas tukaj posluša kar nekaj tudi otrok. In predvsem sem vesela, da bomo znali in zmogli predati tem otrokom te spodbudne ideje za prihodnost. No. Morda sem jaz na začetku za ton razprave užalostila, ker moram reči, da mene je ta raziskava osebno zelo prizadela. Nekako se mi zdi, da se upada tudi s tem, kar s časorisom počnemo in v času, s katerim počnemo. Ne, raziskava je se nanaša na 22 in na 2016, ne, mi smo začeli 2015 in lahko bi rekli, da smo v resnici slabo zastavili vse skupaj, ne, ampak na srečo sem se potolažila, da časoris ni bil vključen v merjenje, ne, da so merili spremljanje vsebin v tradicionalnih medijih in da v bistvu marsikje za časoris še niti ne vedo in jaz upam, da bo počasi prišlo do nekega preboja in da se bo začelo šteti časoris kot en pomemben medij po celotni Sloveniji, ne, čeprav je medij za otroke in kot tak mogoče ni tako izpostavljen in prepoznan. Ne. Ampak v časorisu se res trudimo in zakaj sem časoris takrat naredila, je bil ravno to. Ne. Tudi pri tej raziskavi jaz ne razmišljam, kaj so drugi zakrivili in česa niso naredili, ampak ves čas razmišljam, kaj lahko jaz naredim. In leta 2015 sem ustanovila časoris ravno s tem namenom, da otrokom ponudimo vsakodnevne informacije, ker otroci vsakodnevnih informacij v jeziku, ki je njim blizu, niso imeli. Imeli so sicer svoje medije, kot je Infodrom in Pil, ampak Infodrom ne deluje med majem in oktobrom, Pil je mesečnik, ki tudi ne izide poleti. Torej, pol leta tako rekoč ni bilo novic za otroke. Ne. In otroci, danes sem bila spet tudi jaz na eni delavnici, ne, vedo, kaj se dogaja, jih zanima, kaj se dogaja in zato je prav, da dobijo informacije v nekem kontekstu, ne, da niso prestrašeni. Če gledamo zdaj medije, mislim, zadnjih 5 let je itak skozi ena štala, ne, iz korone v vojno, v drugo vojno in tako naprej. Ne. Nam se pa zdi zelo pomembno, da v bistvu vse skupaj damo v neko ravnovesje in da otrokom ponujamo tudi spodbudne informacije. Recimo zato smo objavili, kako je pač nekdo od otrok raziskal nekaj, kar je pripomoglo k preprečevanju raka na koži. Vse te stvari, ki so dobre, ki so spodbudne, ker mi pač verjamemo, da je v tej generaciji otrok veliko takih, kot je Mija, kot so ostali časorisovi mladi novinarji, od katerih se lahko veliko naučimo, ki nas navdihujejo, navdušujejo. To tudi naša akcija Faca leta vsako leto. Ne. Predvsem se mi zdi, da je bil časoris zato, da se nekaj naredi, ne, da se skozi govori, saj ne poznajo časopise, ampak se tudi krave ne poznajo, ne, tako kot sem včeraj slišala, ali pa recimo, ne vem, saj niso samo v šolah, ne, so tudi starši, seveda smo v šolah odgovorni za to, kakšni bodo otroci, smo starši odgovorni za to, smo kot družba odgovorni, ampak moje vodilo je, da se vsak vpraša, kaj lahko sam naredi, ne, česa drug ni naredil in jaz sem pač zato naredila časoris. In ker smo že zelo pozni, bi jaz tukaj na tem mestu končala, tako da za prvi krog. Hvala lepa.
Sonja, hvala, čeprav jaz bi te še poslušala in še želela tvoj prispevek, hvala, da si izpostavila tudi pozitivno novinarstvo, ki ga v časorisu prakticiramo in seveda tudi se vključujemo in izkazujemo udejstvovanje naših časorisovih mladih novinarjev na mednarodni ravni. Mija, jaz ti danes še javno čestitam, ti si se lotila okoljske teme, izpostavila eno osebo v Sloveniji, ki nekako premika trende v pozitivne odzive na okoljsko krizo, na okoljske izzive in zato bila prepoznana, prejela priznanje, nagrado in tudi mentoriranje priznane urednice medijev, tako da tukaj smo ponovno hvaležni, da dejansko delamo danes za našo skupno prihodnost. In drži tudi, kar je Sonja povedala, tema, imamo kaj povedati o njej, gremo šele zdaj v drugi krog in zato nas pozivam vse, da skušamo izluščiti tisto najpomembnejše, kar želimo drug drugemu povedati. Karmen, zato vam takoj besedo. Kakšna je v tem, kar smo zdaj vse slišali, odgovornost nas odraslih? Pomagajte nam, tako učiteljev kot novinarjev do otrok, ko govorimo o posredovanju verodostojnih informacij. Če bi želela zelo na kratko, bi rekla gromozanska oziroma ogromna. Nekajkrat smo že danes slišali o poplavi informacij, ki dosežejo lahko otroke in če zdaj recimo se postavim v razred, pa kot učiteljica, kot razredničarka dam učencem na razredni uri izziv, da pripravijo uro, ki bo povezana z okoljsko tematiko, ki smo jo recimo danes že nekajkrat slišali, podnebne spremembe. Če jaz otrok ne bom predhodno naučila, kako dostopati do verodostojnih informacij, potem takem se bo zgodilo. Ali bodo vzeli za resnično prvo informacijo, ki jo bodo dobili, jo bodo kupili, kot rečemo, in to predstavili v razredu. Lahko se zgodi, da bo nekdo pa vendarle že toliko daleč, pa bi rekel, pa moram več virov pregledati, pa bo brskal, pa bo nekje prebral. Eno stvar, nekje se bo to razlikovalo, bo spet nekaj drugega, na nekem tretjem mestu bo prebral spet nekaj tretjega in bo obupal, ne bo več vedel, kje, kaj, kako in ne bo več raziskoval morebiti naprej. Lahko se zgodi, da bo pa kakšen, ker bo videl, koliko stvari, koliko nekih zadetkov, koliko informacije prijel, že tako je rekel, kaj se čem s tem ukvarjati, bom v šoli prepisal od sošolca, kaj je on naredil, toliko, da bo pač učiteljica zadovoljna, da ne bo preveč sitna. Ampak v nobenem primeru mi ne moremo govoriti o tem, da imamo otroka, ki kritično razmišlja. Naši otroci pa znajo kritično razmišljati, hvala Bogu, da. In tu se mi zdi, da je vloga učitelja pomembna. Nedolgo nazaj sem slišala eno misel, ko učenci ne vidijo smisla v učenju vsebin, se premaknimo na učenje veščin. In tu je učitelj, torej tisti, ki bi moral, po mojem mnenju, učence učiti veščin, kako se dokopati do verodostojnih virov. Preberi celo novico, preveri vir, potem poišči dodatni vir. Če še vedno dvomiš, če je prelepo, da bi bilo res, kot rečemo, vprašaj učiteljico, vprašaj knjižničarko, vprašaj nekoga, ki mu zaupaš, ali pa mogoče veš, da se na to področje še posebej dobro spozna. Če ne drugega rečem jaz otrokom, beri časoris, zato ker smo se naučili v tem času, jaz imam dobro izkušnjo s časorisom in informacije, ki so tam, in verjamem in časorisu zaupam. In mogoče se dotaknem samo še ene stvari, kdo se bo vprašal, kaj pa starši, nimajo tudi starši tukaj zelo pomembne vloge, konec koncev bi morali odigrati oni svojo vlogo, vsaj tu, da otrokom ne bi dovolili, da preberejo vsako stvar, pregledajo vse. Žal, kot smo slišali že prej čisto na začetku, tudi starši niso vsi dovolj medijsko pismenosti oziroma mogoče ne znajo vsi učinkovito in varno uporabljati medije. In zato smo pomembni v šoli učitelji, da v bistvu otroke usmerjamo k verodostojnim informacijam in jih učimo, kako do takšnih informacij sploh priti. Predtem pa seveda naučiti otroke
oziroma razviti, da bodo otroci bralno pismeni, kajti to je predpogoj za to, da lahko potem začnejo razvijati kritično mišljenje, in če je vse to oboje, kot rečemo, pokljukano, potem ni strahu, da ne bi uspeli usvojiti tudi veščin, ki jih bodo vodile na pot, da bodo medijsko pismeno oziroma da bodo znali izluščiti, katere informacije so resnične, verodostojne, katere so pa tiste, ki so v bistvu izkrivljene ali pa celo lažne. Toliko. Hvala lepa, Karmen, in seveda z sodelovanjem z mnogimi učitelji, tudi mi pri časorisu ugotavljamo, da je potrebno razumeti prostor šol, tudi edini prostor, kjer dostopamo do čisto vseh otrok, ne glede na njihovo ozadje, ne glede na njihov položaj, in da delo z otroki, prenašanje teh veščin nanje je lahko zelo zabavno, zelo prijetno in da imamo zelo odprte poslušalce za to. Tako da hvala lepa. Gremo na mlado novinarko. Mija, lani si me presenetila, ko v bistvu si se trdno na nek način odločila že karierno, da želiš postati novinarka. In zanima me vsem tem, kar si danes slišala od vseh nas, imaš kakšnega asa v rokavu, veš, kako in na kakšen način pritegniti bralce, poslušalce, državljane, da sledijo medijem, da ugotavljajo, kateremu mediju zaupati, kateremu viru zaupati. Beseda je tvoja. Torej, za začetek malo o tem, zakaj jaz želim postati novinarka. Za časoris že drugo leto pišem kot mlada novinarka, ker si želim opravljati ta poklic. Mislim, da so novinarji vez med dogodki in ljudmi. Novinarstvo je orodje za razkrivanje resnice, pripovedovanje zgodb, postavljanje vprašanj, ki jih je treba postaviti, in je glas tistih, ki nimajo glasu. Je poklic, ki javnosti odpira oči in ima moč spremeniti svet. Novinarji se posvečajo iskanju resnice in razkrivanju dejstev. So nepristranski poročevalci in opazovalci, ki se trudijo podati celovito sliko, upoštevati različne poglede na svet in razumeti globlje ozadje dogajanja. Imajo moč vplivati na mnenja, sprožiti javni dialog in pozvati k odgovornosti. Novinarstvo nas vodi k aktivnemu sodelovanju in ustvarjanju pozitivnih sprememb v naši družbi. Oktobra sem se kot ena izmed zmagovalk novinarskega natečaja Youth for Regions udeležila delavnic za mlade novinarje v Bruslju. Naprimer, učili smo se o umetni inteligenci v novinarstvu in recimo kako posneti z mobilnim telefonom prispevek. Tam sem spoznala 40 ambicioznih mladih novinarjev iz cele Evrope, kar mi je dalo misliti, da je prihodnost novinarstva svetla. Kot mlada oseba in mlada novinarka dojemam potrebo po informiranosti kot ključno za svojo osebnostno rast in aktivno vključevanje v družbo. Nenehno se učim, kako izbrati zanesljive informacije, razumeti različne perspektive in oblikovati lastno mnenje. Mislim, da se moramo zavedati, da so verodostojne informacije temelj našega razumevanja sveta. Kakovostne informacije so orodje za razumevanje, spreminjanje in izboljševanje družbe, da postane bolj sočutna, vključujoča in strpna do raznolikih mnenj. Na doumevanje in razvoj medijske pismenosti vplivajo družina, okolje in družba, v kateri živimo. Veliko pa lahko prispeva tudi šola. Naprimer, pogovori o medijski pismenosti, zanesljivih virih informacij, kritični presoji in razvijanjem kritičnega mišljenja ter kulturi izražanja in objavljanja na družbenih omrežjih, medijih. S pogovori o aktualnih dogodkih, globalnih vprašanjih spodbuja radovednost in željo po znanju. Torej, zdaj mogoče o moji izkušnji. Trenutno obiskujem torej zadnji letnik mednarodne mature in imamo predmet, ki se imenuje globalna politika. Prvi dan prvega letnika smo dobili nalogo, da vsak dan spremljamo aktualne novice, saj se bomo o njih pogovarjali na urah. Prej sem obiskovala splošno gimnazijo, kjer je bilo precej drugače, sošolci in profesori se nismo veliko pogovarjali o aktualnih novicah. Poleg tega šolski časopis ali časopis, ki je namenjen posebej mladim in otrokom, naprimer časoris, spodbuja mlade k pisanju o dogodkih, vprašanjih in temah, ki jih zanimajo, spodbuja jih k opazovanju, k razmišljanju o tem, kar se dogaja, in iskanju novih informacij in raziskovanju na splošno. Tako odkrijejo in še naprej raziskujejo področja, ki jih že tako zanimajo. Hkrati tako razvijajo tudi zavedanje o odgovornosti za objavljene informacije. Hvala.
Mija, priklicala si solze v oči marsikoga. Hvala. Tako da, hvala lepa, ker si nam dala vedeti, da v bistvu med tem, kar trenutno odkrivamo in trenutno živimo in doživljamo kot stisko, kot krizo, kot je tudi prej Sandra napovedala, da smo na nek način medijsko nepismeni na področju demokracije kot skupnost, praviš, da pa le se dogaja nekaj, kar je prav in da si ti tista, ki nekako nam posreduje, nam govori, da so med nami posamezniki, strokovnjaki, učitelji, mentori, ki so nekaj naredili prav in se ti za ta res si kot nit, ki nas povezuješ med seboj, v bistvu za to vlogo se ti neizmerno veselim in ne bi mi moglo biti bolj v čast, da tisti, ki prihajate za nami, o tem govorite. Zato sem pripravljena iti naprej in vprašati učiteljico, Barbara Gajski, vam pa dajam to. Vi ste kot učiteljica, kot pedagoginja predstavlja, kako uporabljate ne na gimnaziji, ampak še prej v osnovni šoli, novice, aktualne dogodke. Povejte mi, kaj lahko mediji naredijo za vas? Kaj bi vi, če imate tako proaktiven pristop, kot ga je imela Mija, ki je povedala različnim akterjem v naši družbi, kaj lahko prispevamo, če imate pa vi en proaktiven predlog za medije? Ja, jaz mislim, da je ključna naloga učiteljev, da spodbujamo učence k uporabi različnih virov informacij, predvsem ne samo spletnih medijev, ampak tudi tiskanih virov, digitalnih platform, ampak na nek varen način predvsem. Ampak da lahko mi učitelji v bistvu to počnemo, se mi zdi ključnega pomena, da smo tudi mi usposobljeni. Zato se mi zdi zelo, zelo pomembno, da se udeležujemo različnih izobraževanj na to temo. Kar je pa, se mi zdi, da nekako izhaja vedno iz vodstva, da tudi vodstvo šole to spodbuja in to je tisto ključno. In pri nas pač imamo srečo, da tako je, in zato to lahko tudi počnemo. In je recimo ena zelo, zelo naša pozitivna izkušnja, ki jo ravno kar počnemo, je vaša pač medijska platforma medijske pismenosti, kjer trenutno obiskujemo seminarje vaše, in moram reči, da so sodelavci navdušeni, veliko jih je že veliko stvari opravila in to se mi zdi ena taka pozitivna izkušnja, predvsem naše izobraževanje najprej, da lahko mi izobražujemo potem naprej. Hvala, bom še malo neprijetna, Barbara. V bistvu, jaz slišim vaš odgovor, da ste nagovarjali nas, mi smo nevladni sektor, recimo, in smo tudi mediji, ker ste šla tudi na to področje, kako skrbimo za usposabljanje vas, ampak kaj pa mediji, kaj bi pa lahko mediji v najširšem pomenu še prispevali za vas, učitelje? Je kaj in sploh morda danes prvič motrimo to vprašanje, morda nam bo Sandra pomagala, dr. Bašič Hrvatin za tem odgovorom, ampak vseeno samo še malenkost vztrajam pri vas, če imate kakšno idejo. Ja, zelo težko vprašanje. Jaz bi rekla, da najprej, pa ne mislim tukaj na vaš medij, ampak na marsikatere druge, predvsem na kulturi, sporazumevanja, z mogoče kakšnimi omejitvami, čeprav vem, da tle posegam v pravico do govora vseh, z različnimi dopuščanjem komentarjev ob določenih člankih in podobno, predvsem na tem področju bi se moralo zelo, zelo veliko delati. Predvsem to. Hvala lepa, ker področje komentarjev sem vesela, da ste vzeli. Ne morem iz kože, da povem, da New York Times zaposluje več kot 10 ljudi, ki na dan pregledajo 12,000 komentarjev, nanje odgovarjajo, torej to jemljajo kot neko družbeno odgovornost tudi. Tako da hvala ste, ker zelo sem vesela za ta proaktiven predlog. Gašper Edrinek, vaša bo zdaj beseda in ste z nami, ste slišal, dvignil si roko, razumela sem, kolega, da si bil tudi ti ganjen s tem, ko vidiš, kdo prihaja za nami, da morda ne stopajo ravno v naše čevlje, da so najdli druge čevlje, da so se znajdli, da imajo okrog usposobljanja ljudi. Ampak zdaj pa res bolj osredotočeno, kako vidite, kaj še lahko naredimo kot mediji za otroke, za državljane, za demokracijo.
Če mi dovolite sam en komentar, ker ne morem iz svoje kože, ampak kar se mene tiče, bi morali po Mijinem nastopu končati, podpisati vsi in to je to in vsi vsak dan znova zjutraj predvajati in bi bila družba boljša. Kaj lahko mediji naredimo? To je mislim, spet se vračam nazaj k osnovam, no? Mislim, tisto, kar je Sandra omenila. Vrniti se moramo mogoče k tej razlagalni funkciji določenih stvari, nekih osnov. Ne slepo dojemati, da javnost pa kar vse splošno ve, o čem mi govorimo. Če govorimo o, ne vem, noveli zdravstvenega sistema, ja, mislim, kot da vsi vse vedo, kot da vsi vemo, kakšen je bil zdravstveni sistem prej, kot da vsi vemo podrobnosti. Razlagati je treba, iti nazaj, postaviti nek kontekst, ne slediti senzacionalizmu, ne padati neki histeriji, ki jo vleče nek splet, kjer so pomembni samo kliki, ne nazadnje. Mislim, ta neka osnovna odgovornost, ki je izobraževalne narave, konec koncev, ne, in to, kar počnete na časorisu, ne, seveda, ne, to je zlata vredno. Zdaj, ampak po drugi strani, ne, kaj lahko mediji storimo za to, da bi se še bolj približali najmlajšim? Mislim, to je ena taka večna tema, konec koncev, ne. Mislim, to zdaj ni nič novega, ne. Mislim, s tem se ukvarjamo praktično ves čas, odkar mediji pravzaprav so, ne. Mislim, včasih so jih celo otroke stran tiščali od politike pa neke informacije pa to, ne. Zdaj poskušamo na vsak način, kako jih pridobiti zraven, ne, kako jih vključiti v to družbo. Mislim, tukaj ima vsak izmed medijev svoje različne pristope, eni so bolj uspešni, drugi manj, to vidimo, velika večina vas tukaj, kot je očitno, zaupate časorisu, kar je super, ste si izbrali svoj medij. Tudi konec koncev, sam prihajam iz RTV Slovenija, recimo, jaz delam na Valu 202, poskušamo na različne načine, ne. Večkrat se sprašujemo, ali je sploh pomembno, da smo kot mediji prisotni na družbenih omrežjih, ne. Pogovarjali smo se o tem, kaj prinašajo družbena omrežja, recimo v tem smislu ogromno informacij dobimo, ampak zaupamo jim najmanj, ne. In tukaj se mi zdi, da mi še vedno zagovarjamo to, da boljše, da smo na družbenih omrežjih, in da vsaj tam poskušamo nekako pripeljati kakovostno narejene vsebine, preverljive dejstva, ne, in da nismo plehki, ne, da ne igramo vedno na prvo žogo. To so vprašanja, s katerimi se soočamo praktično ves čas, no. Sicer pa samo, če mi dovolite, o prihodnosti poklica in novinarstva kot takega, samo še ena beseda. Sam sem se podal na študij novinarstva v letu 2011, takrat je še bila finančna kriza kar prisotna in novinarstvo kot poklic ni bil priljubljen, recimo vsi so ti govorili, to je lahko kot hobi, kar tako malo za zraven delaš, no, ampak nisem najbolj poslušal, ampak se je na koncu dalo, no. Sem že od vsega začetka na Valu 202, kar sem zelo hvaležen za tisto priložnost in mislim, da smo še vedno, da smo v tem trenutku, se mi zdi, da novinarstvo ni bilo nikoli tako zelo pomembno, kot je zdaj. Kljub temu, kako zelo ogromno informacije, kako ogromno stvari je, še vedno se najde kakovost, še vedno se najdejo preverljive informacije in preverljivi mediji
In jaz mislim, da bo tako tudi v prihodnosti. No? In zato nisem tako zelo črnogled, kar se tiče novinarstva, morda zaradi celotne družbe, ampak vseeno bo in jaz trdno verjamem, da Mija, ki si želi postati novinarka, bo enkrat odlična novinarka. Je že. Gašper, najlepša hvala. In hvala tudi, da si nam postregel tudi svojo osebno zgodbo odločitve o novinarstvu. Zelo pomembno je in čas, v katerem si se za to odločal. Sonja, besedo boš imela tudi ti, a ne, ker zamujamo, bom seveda samo toliko povedala. Naši sogovornice so že nakazale, kolikšno vlogo igra in kako se umešča časoris na tem področju medijske pismenosti, ker si pa ti vedno polna idej, a ne, in vedno oprezaš na to, kaj se dogaja globalno, kaj je mogoče. A je še kaj takega, kar bi lahko mediji in z njimi časoris naredili? Hvala. Jaz sem mislila sebe kar preskočiti pa dati besedo Sandri, ampak bom samo en stavek povedala. Jaz pač mislim, da moramo res opraviti novinarji in mediji to kritično samorefleksijo in se začeti pogovarjati dejansko, kaj lahko mi naredimo za to, da pridobimo zaupanje bralcev, ne pa, da pač se pogovarjamo o vseh razlogih drugih, zakaj nas ne berejo. Ne? Se pravi, ne zakaj, mislim, da gremo spet nase, no? Kaj lahko jaz kot novinar ali pa kot medij naredim, da mi bojo zaupali, ker ko mi bojo zaupali, me bojo tudi spremljali, morda me bojo tudi kupili, ne, se pravi, naročnino plačali in tako naprej, ne. In to se mi zdi, da pač vedno lahko samo nase gledamo, ne pa na vse ostale. Tako da zaradi kratkosti časa bi jaz kar preskočila sebe, če lahko, no, in predala besedo Sandri, ki naj bi zaključila ta prvi krog, zato da odpremo še razpravo. No. Ja, hvala. Ja, Sonja, hvala lepa. In tudi to, kar si povedala, je bilo na mestu in zadostovalo za namen spletnega dogodka. Dr. Sandra Bašić Hrvatin, jaz sem vam dala to nalogo, da sedaj, ko ste nam prisluhnili različnim, torej mladim učiteljem, novinarjem, pomagate z enim povzetkom. Najprej me je zanimalo, kaj lahko vsi udeleženci odnesemo z današnjega dogodka in seveda tisti prvi korak, ki ga lahko vsi naredimo. Novinarji, mediji, se opravičujem, učitelji, ministrstva, nevladne organizacije, torej naša družba, vsi skupaj. Beseda je zdaj vaša. Hvala, da ste tako zelo kratka, ker zelo zamujamo. Jaz sem takole rekla, z veliko mero ponižnosti do mlade generacije, ki jo prepuščamo planet v totalnem razsolu. In dajmo se zavedati lastne odgovornosti za vse to, kar se dogaja, pa bomo potem razumeli, zakaj mladi reagirajo tako, kot reagirajo. In zdaj zame najbolj ključno sporočilo. Verjetno večina ali pa vse Gašper in Sonja poznata to metaforo o kanarčku v rudniku. Skratka, v preteklosti so rudarji nosili kanarčke skupaj s sabo v rudnik, ker so kanarčki prvi zavohali plin in so jim oni dajali kot alarm, da je treba rovove hitro zapustiti in tako naprej. Tako jaz razumem medije. Mediji so ti kanarčki za demokracijo. Oni so tisti, ki morajo ves čas opozarjati, kdaj je trenutek, ko se moramo kot državljani aktivirati in stvari vzeti v svoje roke. Namesto nas ne bo ničesar naredil. Sonja ima popolnoma prav. Vsakdo od nas naj pogleda, kaj lahko naredi sam. In šele takrat naj razmišlja o tem, kaj niso drugi naredili in tako naprej. Ampak moje ključno sporočilo je naslednje. In ga naslavljam neposredno na Mijo. Mija je zame ta kanarček za novinarstvo. V družbi, v katerem je popolna prevlada cinizma, nezaupanja, sovraštva, neposlušnosti, srčnost tega mladega bitja tukaj. Tako, moja hvaležnost. Sandra, hvala lepa. Vem, da je to izziv, ker smo mnogi tukaj prisotni in se soočamo s to stisko vmesnega časa in življenja v demokraciji med tem, kar je bilo in med tem, kar prihaja. Ampak danes smo pač tudi tukaj priče
temu, kar prihaja. Zato hvala in verjamem, da smo mnogi nekako se nas je dotaknilo. Kljub vsemu, in še enkrat hvala vsem govornikom, prehajamo v zadnji del dogodka, imamo 15 minut časa za razpravo. Imamo tri možnosti. Imamo vprašanja, ki smo jih že dobili pred začetkom dogodka, to so 3 vprašanja. Imamo še vsaj učiteljico in učitelja, ki bi lahko podali pozitivno izkušnjo uporabe verodostojnih novic medijev pri pouku in kako oni delajo, in imamo med seboj tudi še mlade novinarje. Težko se odločim, kako bi lahko uporabili teh 15 minut na najboljši način. In zdaj, ko sem to izrekla, se mi zdi, da je bilo nekako prvo vprašanje, in Sandra, bi vas še vseeno kot medijsko strokovnjakinjo le prosila za odgovor na to vprašanje. Dobili smo ga, kot sem rekla, strani udeležencov pred dogodkov, ampak nekako naslavlja to razumevanje, kdo v državi, kdo v sistemski ureditvi je odgovoren za kakovostno medijsko pismenost. In dajmo reči državljanov, kako bi nas vi usmerili praktično, torej v ustroju naše družbe, kako zahtevati to, kar naj bojo veščine 21. stoletja. Skratka, kakor jaz vem, v naši državi je okrog 35.000 učiteljev, je okrog 50.000 otrok A se nam ne zdi, da smo politično dovolj močni, da pritisnemo na to državo in zahtevamo, da se enkrat za vse ta zadeva uredi? Da se uredi sistemsko, kar pomeni, da medijska pismenost vključuje tudi digitalno pismenost, izobraževanje za razumevanje vseh teh tehnologij, da to postane del enega širšega koncepta pismenosti. Skratka, da ko govorimo o pismenosti, začnemo z branjem in pisanjem, ampak končamo z vsemi temi temami, ki smo jih omenili. Skratka, ne more to biti stvar enega posameznika ali pa enega zagnanega učitelja ali pa ene skupine otrok. Vsi v tej družbi morajo dobiti ta znanja in vsi morajo imeti enake možnosti, da si ta znanja priskrbijo. Skratka, jaz mislim, da je to politično vprašanje in politično vprašanje je treba zastavljati po politični poti. Skratka, gre za, mogoče za vaš izziv, začnite z zbiranjem podpisov za zakon o tem, da se ozakonim izobraževanje vseh ljudi v tej državi na področju medijske pismenosti. Ali pa, če nič drugega, da začnemo z enim pozivom politični eliti, da začne ta vprašanja resno obravnavati in da jih malo višje na agendo. Ker to vprašanje nikoli ni na vrsti. Enkrat je prezgodaj, drugič je prepozno. Tako da jaz mislim, da je zdaj ravno pravšnji čas. Hvala lepa. Sandra, ne Sandra vi, ampak Sandra Hanžič, naša kolegica iz časorisa, jaz ne sledim komentarjem, ali je kakšno vprašanje. Mislim, da smo zaobjeli, povedali vse, prihajamo v zaključno fazo našega spletnega dogodka. Je kakšno vprašanje, ki morda izstopa in bi ga priporočila, da ga naslovimo sogovorniki, ki smo, ali da damo morda besedo še kakšnemu učitelju ali mlademu novinarju? In Sandra, kar besedo mi povej, ker ne uspem brati. Ja, mislim, da ni nobenega vprašanja v klepetu. Je pa morda zdaj trenutek, da vas povabimo, če kdo med vami bi želel zastaviti vprašanje ali pa morda podati kakšno pripombo, komentar, predlog, da se zdaj imamo za to priložnost, sicer mi imamo še plan B in plan C, ampak se mi zdi, da bi bilo morda, ker je to namenjeno vam, v resnici udeležencem, da je zdaj ta čas, da se vi oglasite in nam podate kakšno povratno informacijo ali pa kot rečeno vprašanje, karkoli, predlog.
tako da ali v klepet, ali pa tako, da dvignete roko, oziroma kar se unmutate, ne, spet z lepo slovensko besedo. Hvala. Jaz vidim roko, Sonja, hvala. Jaz vidim roko dr. Sandre Bašić Hrvatin. Povejte. A bi lahko slišali vsaj še enega učitelja, ki je tukaj, ali pa učiteljico, in vsaj enega še, ali pa eno mlado novinarko ali pa novinarja? Mislim, da mi je treba dati tako platformo, da je izkoristijo, da povedo svoja izkušnje, mnenja in ostale. Lahko rečem tako, da povabim, če je med nami še zmeraj učitelj iz Lucije, da gremo tudi dlje od prestolnice, kdaj, a ne. In Danilo Badovinac, lahko prosim vi, za vami bi dala mlademu novinarju, na to še Maruši tudi kratko in da vidimo. Tako da Danilo, prosim, bi svojo izkušnjo podelil z nami, upošteval, da imamo teh 10 minut in samo koncentrirano prispeval današnji razpravi. Lepo pozdravljeni, me slišite? Ja. No, pozdravljeni. V glavnem, s Sašo sva sodelovala na eni delavnici za otroke, za 6. razred, kjer so bili zelo motivirani za delo, oziroma tudi Saša ugotovila, da digitalno pismeni. To dejansko postane, če človek dela, oziroma če je nekam usmerjen, oziroma če ga veseli tisto, kar dela. No? Tako. In meni je najpomembnejše vprašanje, ki se ga jaz lotevam, torej kako te naše ekranizirane otroke motivirati torej jih motivirati za to, da jih bo sploh kaj zanimalo. So precej apatični, ne, zadnje čase te naše generacije, sploh 8. 9. razred. In časoris recimo je ena izmed stvari, kjer se da to lepo povezati. Tako da se da recimo povezava časorisa, potem so gor tudi različni posnetki, ki so jim zelo zanimivi. Sicer, če so predolgi posnetki, jih niti več ne zanima, ampak ravno prav nekje tam do 5 minut. Potem pa, ne vem, torej sva sodelovala in je bilo zelo lepo. Samo še to bi rekel, da se strinjam z vsemi predhodniki pred mano, kako zelo pomembna je kombinacija digitalne pismenosti, medijske pismenosti, računalniške pismenosti, ker so to zelo različna področja, hkrati pa zelo povezana. Tako da všeč mi je, da ta današnji dogodek povezal dejansko področje šolstva, medijev, ker ne vem, se redko kdaj to zgodi. Hvala. Najlepša hvala, gospod Badovinac. Jaz bi zdaj potem takoj naprej povabila še eno časorisovo novinarko. Koleba med tem, Nuša, bi prosim se nam ti pridružila in morda kratko dala eno svojo repliko, povedala nekaj na to, kar si danes slišala, kaj smo delili. Ok, en lep pozdrav še z moje strani. Sama dobim informacije iz različnih medijev, to so ponavadi RTV ter pa 24 ur. Sem pa v zadnjem času veliko razmišljala, kje dejansko informacije dobijo moji vrstniki. In ne berejo toliko veliko člankov, kakor sem jaz mislila, da dejansko jih, ampak se mi zdi, da je en izmed njihovih glavnih virov informacij dejansko Instagram in ostali socialni mediji. Pritegnejo jih te pisane objave, vsi ti stikerji oziroma nalepke, ki so uporabljene v recimo Instagram storijih. Všeč mi je, ker dobijo le neke ključne podatke, samo par besed, ne rabi zato si vzeti 2 minuti, da preberejo celoten članek in se mi zdi, da jih to pri tem vleče. Kaj pa me recimo presenetilo, da so na takšnem, rečemo temu, nivoju tudi moji gimnazijski, sposobni, pametni sošolci, ki bi mogli razmišljati širše, oziroma jih sama šola prepriča v to, oziroma vleče v to, da razmišljajo širše. Sama sem imela to srečo, da sem bila 4 leta v razredu pri gospe Karmen Zupanc, ker smo se pravi sodelovali s časorisom na tedenski ravni in dost razrednih ur in ur slovenščine namenili temu, da smo brali članke in se o njih pogovarjali, ker definitivno je drugačen učinek, če ti doma sam prebereš članek
in ga bereš 2 minuti in potem o njem ne razmišljaš več, kakor pa če ti članek prebereš v šoli, enkrat, ne vem, potiho, drugič na glas in se o njem pogovoriš tudi s svojimi vrstniki. Ne samo to, da si ti širiš obzorje, ampak tudi, da dejansko z vrstniki odpreš neko novo temo pogovora. To se mi je zdelo zelo uporabno, ker zdaj, ko sem pa recimo v gimnaziji, pa tega seveda več ne prakticiramo. Edini stik, ki sem ga recimo letos imela z socialnimi mediji, je bilo pri informatiki, ko smo imeli lažne informacije in se je tudi profesor dosti razgovoril in nam povedal, se pravi, svoje znanje, ki ga ima o tem. Mogoče eden izmed primerov pa se je zgodil lih danes pri zgodovini, je gospa profesor izjavila, da ne znamo iskati pravih informacij. Dobimo 3 strani v učbeniku, ki jih moramo prebrati, gimnazijci, in ne znamo najti ta pravega podatka, ki ga potrebujemo. Se pravi, kje šele, da bi moji vrstniki razmišljali, a je vir, a je članek verodostojen, niti bistvenih podatkov ne znajo razbrati oziroma ne znamo razbrati iz članka oziroma par besed odstavka iz učbenika, kar se me zdi velik problem. Definitivno pa se mi zdijo verodostojne informacije zelo pomembne in jih je težko tudi na nek način dobiti, kar sem jaz sama spoznala, ko sem snemala dokumentarni film v letošnjem letu na temo o vojni v Ukrajini ter kako na njo gledamo mladi. Takrat pa so moji vrstniki, tako kot v osnovni šoli, tako v gimnaziji, videli ta dokumentarni film in se mi zdi, da so od njega veliko odnesli in so raje pogledali ta 10-minutni dokumentarni film, kakor da bi šli brati nek članek o aktualnem dogajanju. In to je dalo meni kot osebi, ki piše članke, mladi novinarki, mi je dalo to veliko zamisliti. Se mi pa zdi, da kaj bi se dalo tu narediti, čim več učiteljev navdušiti in usposobiti za to, da širijo te članke med nas, kot je to pač počela gospa Karmen v osnovni šoli. To z moje strani. Nuša, hvala lepa. Dala si mi za nos. Če je Rok z nami, on pa je v čisto drugačnem okolju, kajti ni preko šole prišel časoris do njega, prišel je na drug način. Rok je iz Ankarana oziroma obiskuje osnovno šolo v Ankaranu in je zaradi lastnega zanimanja začel pisati za časoris. In Rok, živjo z nami, si hvala, da si na celotnem dogodku, da si nam prisluhnil. Bi želel, prosim, še ti prispevati tvoje razloge, zakaj pisati za časoris in še drugo, kar meniš, da je prav, da slišimo. In potem vidim eno dvignjeno roko, gospo Ireno Simčič. Za Rokom dobite besedo. Rok, izvoli, živjo. Živjo, še pozdrav iz moje strani, iz Primorske. V glavnem, jaz sem mladi novinar pri časorisu, pišem članke za časoris in meni je pomembno, da sem informiran, da vem, kaj se dogaja v državi naši in po svetu. In ko iščem novice po internetu oziroma ko nekaj slišim, grem preveriti, če je to resnično. In obstaja več virov, ampak časoris mi je tak nek vir, ki je zelo ima enostavne, kratke članke, enostavne za razumeti in zato sem se tudi časorisu pridružil, da sem lahko tudi jaz del tega. Potem pa, ko pogledam moje sošolce, moje vrstnike, pa vidimo, odkje oni pridobivajo informacije, ne? Iz različnih družbenih omrežij. In to se mi zdi, da ni najbolj v redu, ker zadnje čase je veliko več teh lažnih novic in zelo, zelo pomembno je, da bi se tudi recimo v šoli učili o tem, kako lahko neko novico prepoznamo, če je lažna, če je resnična. In potem, da bi tudi moji sošolci nekako spoznali časoris in da bi videli, kje lahko dobivajo verodostojne informacije. Tako. Hvala, Rok, za ta tvoj prispevek in seveda okrepilo se bo tudi na primorskem koncu. Gospa Irena Simič, dvignila ste roko, vas sem videla, prosim, imate besedo. Simčič, se opravičujem. Ja, Irena Simčič, Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
Dovolite mi, jaz sem spremljala in bi zelo pohvalila, sem tudi že izpolnila tole vašo anketo, kjer ste z odličnimi strokovnjaki in strokovnjakinjami resnično osvetlili tale pomen medijske pismenosti in tako, kot je gospa cenjena, gospa Sandra, ki jo izjemno cenim, povedala, da je tudi recimo ta medijska pismenost tako ali drugače povezana tudi z drugimi pismenostmi. Jaz vam lahko povem, tudi sodelovala sem nekaj za vaš časoris, tudi priporočali smo ga šolam. Problem pismenosti je, tako kot sem rekla, večplasten in tako kot je ena gospa iz šole povedala, vse pa se začne pri bralni pismenosti. In zanimivo je pri nas, jaz bom seveda zelo čist poenostavljeno povedala, raziskava naše priznane strokovnjakinje dr. Marjanovičeve in Hart Risljeva raziskava za otroke v predšolskem obdobju, torej, ki obiskujejo vrtec, bom zelo poenostavljeno povedala, so otroci pri 3 letih, ki pridejo iz nespodbudnega okolja, obvladajo približno, to je zelo poenostavljeno, zdaj govorim, 400 besed, otroci, ki pa prihajajo iz spodbudnega socialnega okolja, da se doma dosti bere, pogovarja in podobno, pa poznajo 1200 besed. A veste, in to je pri 3 letih in si predstavljamo, kaj je potem vsako leto. Zagotovo ima šola pomembno vlogo, jaz sem sicer zelo aktivna pri finančni pismenosti, med drugim, pri finančni pismenosti, za katero je pravim kar potrošnikova pismenost, tako kot je gospa Sandra, kot res vrhunska strokovnjakinja z tega področja prej omenila, tudi oglaševanje. A veste, ko dobijo mladi v medijih, pa bom pokombinirala medijsko in finančno pismenost, izjemno dober recimo posnetek strokovnjakov, gor piše, ne vem, New York Times ali nekaj podobnega, tu tako kot je mladi novinar, pred mano omenil, da prepoznajo, kdaj gre resnično za zavajajoče oglaševanje. In vidim to medijsko pismenost, da vključuje vse pismenosti, potrošnikovo, na podlagi recimo hrane, izbora kakovostne hrane, prepoznavanja, finančno pismenost. A veste, mladi kot najbolj ranljiva skupina, ko zagledajo oglas ali pa, če hočete, v sklopu medijskih portalov, se kar pojavi, pa je nekje čist zadaj skrito, da gre za oglasno sporočilo, da če vloži toliko denarja, da bo, ne vem, v enem dnevu ali pa v tednu obogatel, in tu imamo mnogo dela in se veselim. Jaz sem takrat prva zapisala tole za finančno pismenost in podpiram, da bi še več bilo recimo takšnih spletnih dogodkov in tudi mi, ko bomo v tednu izobraževanja v financah, ki je pod okriljem OECD, vas bomo povabili k sodelovanju. To bo od 18. v tistem tednu, od 18. marca. Še je čas in tako da pričakujte, da vas bom kontaktirala. Veliko uspeha želim, vse lepo in vse dobro in ponosni bodite na svoje rezultate. Najlepša hvala, gospa Simčič. Zelo sem vesela, da ste se vključili v razpravo, da ste dali svoje zadnje komentarje. Vzporedno se je del tega spletnega pogovora dogajal tudi v klepetu.
povem, da klepetu lahko dostopate kadarkoli, tudi ko se bomo zdaj poslovili, ga lahko še preberete, lahko pogledate, kaj se je tam dogajalo, kaj je kdo povedal, kaj je kdo komentiral. Rada bi še vas pozvala, da je ravno tako v klepetu in po mailu dobite vprašalnik, kjer lahko izrazite neko povratno informacijo o današnjem dogodku, zapišete tudi, kaj je bilo dobro, kaj še želite, kaj predlagate. Tako da jaz se vam s strani časorisa najprej zahvaljujem vsem govorcem danes, da smo zmogli tako konstruktivno in proaktivno srečanje izpeljati. Mladim časorisovim novinarjem srčna hvala, da so prinesli svetlobo in razumevanje družbe, ki presega neko povprečje med nami vsemi in vsem vam udeležencem. Srčna hvala, da ste nam omogočili, da smo izrazili, kar je za nas življenjskega pomena in obetam si srečanja na podobnih dogodkih. Sonja, tebe pa vabim, če želiš, da še kaj na kratko poveš za zaključek. Minutko. Ja, evo, sem mogla najti mikrofon. Najlepša hvala samo vsem, jaz sem se pač seveda vmes izklapljala zato, ker sem dejansko imela solz. Je mu zdaj tudi nehala, hvala. Torej, s to človeško ranljivostjo, ki izhaja iz skrbnosti za to, v kakšnem svetu bomo živeli in kaj bomo čez 50 let zapustili, a ne, našim zanamcem se poslavljamo. Najlepša hvala vsem in Sonja, najlepša hvala tebi. Srečno. Nasvidenje. Nasvidenje, srečno. Nasvidenje.